Jaz bi vam zdaj v naslednjih besedah predstavila, kaj na trgu v kartonaži poznamo in je primerno tudi za prehrano. Poznamo seveda materiale, ki so primerni tako za direktni stik in indirektni stik s hrano. Poznamo razne materiale, ki imajo že vgrajeno bariero za maščobo in posebne materiale, ki so primerni tako za toplotne spremembe. Potem imamo barve in lake, ki so prilagojeni embalaži za prehrano, to se jim reče FSP in LMQ oznake. Zraven imate še zapisane, kaj te kratice pomenijo, ker mogoče kdaj embalažerji navajamo samo kratice, pa ne povemo, kaj zadaj stoji, se pravi Food Safe Packaging in Low Migration Quality. Plastifikacije, ki služijo kot barijera, se pravi lažne aluminijske plastifikacije, poleg raznih navadnih plastifikacij poznamo tudi biorazgradljive plastifikacije v mat in sijaj različici in pa tudi obstajajo že biorazgradljive folije za okenčka na embalaži. Ta barijera, to je v bistvu neko tako večno vprašanje, zakaj je barijera, kaj sploh je barijera. 100% barijera v naravi je samo aluminij pa steklo. Druga 100% barijera ne obstaja, vse ostalo ni barijera. Mi se večkrat srečujemo, ko kupec pač želi in reče, pa bomo dali gor plastifikacijo ali pa bomo prilakirali z laki, pa bomo naredili barijero. To ni 100% barijera, tega se moramo zavedati in te plastifikacije omogočajo prehajanje raznih substanc iz materiala v samo živilo, to pa pač z daljšim rokom uporabe se to povečuje. Tako da kupec v tem primeru, če zaščiti pač embalažo samo s plastifikacijo ali lakom, je dolžan poskrbeti za ustrezno barijero. Na to bi opozorila. Plastifikacija po drugi strani je tudi vprašanje, ali je primerna za stik z živilom ali ne. Je, odgovor da, vse folije so primerne za neposreden stik z živilom, bi pa tukaj poudarila, da sta izjeme anti-scratch plastifikacija in pa v zadnjem času zelo popularna soft touch plastifikacija. Te dve nista primerne za direkten stik z živilom. Kar se tiče same reciklaže, folija sama je primerna za reciklažo, v praksi se pa redko reciklira. Spodaj imate navedeno tudi oznako, kakšna je. Vredno je omeniti tudi, da sama plastifikacija, kot na primer taka, služi kot barijera za maščobo ali za ojačanje same embalaže, nikakor pa, kot sem že omenila, barijera za prehajanje snovi v samo živilo. Zdaj, kje pa mi zaznavamo širitev embalaže? Internetna prodaja, razni kartoni, kuverte za pošiljanje po pošti. To je povzročil COVID in to še vedno ostaja, tega je vse več. Potem zaznavamo dostava hrane na dom. Kartonska embalaža za enkratno uporabo za prehrano. Tega je tudi ogromno in je v porastu. In pa menjava PVC postavkov za pakiranje zelenjave in sadja za kartonske. Tudi tega je vse več in naše podjetje tudi to omogoča.